božično pravljico v Aleji, nakupovalnem središču Ljubljana Šiška. Si boste za konec leta privoščili novo kuhinjo. Vaša je lahko s popustom do 55% in krediti do 36 obrokov. Ob nakupu prejmete tudi darila. Štefka je moj zakrajnik, montaža Jure Usredka. Imela krajnikova, Štefka je imela. Pozdravljeni. Pozdravljena. Predlagam, da počakamo še kakšno minuto, ker se zdaj vključujejo. Zdaj slišiš, sem ja. Zdaj pa pozdrav. Pozdrav. Živjo. Živijo. Pa je. Pozdravljena, Ana. Pa Tamara, imaš drugo ime danes, vidim. Ja. Živijo. Pozdravljene. Pozdravljena. Dobro, jaz bi predlagala, da mi kar začnemo, da ne bomo prepozni. Še Štefko spustimo, počakamo še Štefko. Bomo noto spuščali pač, če se bo nam še kdo pridružil, mislim pa, da je prav, da se držimo nekako urnika, samo še Štefko počakamo. Ok. Tako, dober večer, lep pozdrav vsem, ki ste si danes vzeli čas za drugi pomenek z nami.
Tudi tokrat bo z nami eno mlado, izjemno dekle, ki nas bo nekaj naučila. Jani, kaj očitno premoremo veliko zanimivih, sposobnih žensk v Sloveniji. Darja Jugovic, pozdravljena. Jo imamo? No, idejo za današnji pomenek nam je dal Martin Krajnik. In hvaležno smo idejo zagrabile, saj je to v bistvu povod za pogovor o temah v tem obdobju. Pa bi Darja te vprašala, kaj ti pomeni tradicija, kaj ti pomeni praznovanje Božiča? Da slišimo, kako mladi razmišljate o tem. A se slišimo? Se slišimo. Okay. Tradicija zame pomeni druženje z družino, da čim več časa skupaj preživimo, proti tem, da je kakršen tempo je sedaj. Da je pač hiter tempo življenja, da se lahko pač, ko je tradicija, da se z družino dol usedeš, pogovoriš, da kaj skupaj naredimo. Načeloma to je to zame tradicija. Pa da prenašaš nekaj, da lahko vsako leto nekaj delaš skupaj. No in kdo je nate prinesel recimo ljubezen do slaščičarstva? Ti si slaščičarka, ne? Načeloma sama, nobeden, v družini nimamo nobenega, ki bi pekel. Sem se pač, že samo v šolo sem to na hitro izbrala. Mislila sem se vpisati za vrtnarja, potem, ko je bil pa čas za vpisati, sem se popisala za slaščičarja. In od takrat, ko sem stopila v šolo, pa začela prakso delati, sem vzljubila ta del. Aha, pa v bistvu idejo si dobila čisto intuitivno. Ja, ker bo čas za izbirati za poklic, pa za šolo naprej. Mi je malo prešinjalo, da moče šla na to smer. Ni pač, niti doma ni noben nikoli toliko pekel, kakor jaz zdaj pečem. Aha, pa so ti hvaležni za kile? Ja, to dosti, ja. Kdo vam je pa prej pekel, kdo je poskrbel prej za božično sladico? Občasno mami, kakor je imela časa, samo ne to veliko. Pač, ker je doma kmetija, pa to je bolj na hitro vse skrblo. Ali pa, da smo kaj naročili. Katero sladico pa zdaj najraje spečeš? Kakšen peciv na hitro, kot ne vem, kakšna rezina, da so pač različne kreme, da lahko skozi kaj novega probam. V bistvu jaz rada vse probavam, da skozi kaj novega probam. Nimam sploh neke tipične sladice, ki bi imela ful rada, pač da bi jo rada delala. Na splošno, da probavam stvari, mi je najbolj to. Ja pa ostali, katero sladico največkrat naročijo, recimo vaši kupci? Trenutno najbolj piškote ali pa indijančke. Indijančke v bistvu res najbolj zdajle, ja. Tudi doma, ko delam, najraje vidijo, da indijančke naredim. Peka potice velja sicer za tako kar težko pecivo, da ni tako enostavna, ne, pravijo, da v bistvu to znajo spet samo tiste najboljše gospodinje, ostale smo tiste, jo raje kupimo, da ne bi kaj narobe naredili. A je to res tako težko ali je to mit? To je v bistvu bolj mit, zato si moraš vzeti sam čas. Če si vzameš čas, ti uratala. Če misliš, da boš to na hitro naredil, to ne gre čez. Pač vzameš si čas, vzameš en dopoldne, da narediš v miru potico, pol rata. Pa če delaš po receptu, ti sigurno rata. Ni to pač, da samo za tiste, ki jo rade pečejo, ampak je na splošno, vsak jo lahko naredi. Samo čas si moraš vzeti. Pa na vaši mizi je vsako leto potica? Ja. Božična pa za veliko noč isto. Ja. V bistvu je to slovenska tradicija. Morda veš kaj več o tem? Načeloma niti ne. Vem, da so jo že par stoletij nazaj začeli omenjati, pa da je načeloma orehova najbolj taka tradicionalna pa slovensko znana. Glede drugega pa niti ne vem toliko. No pa to, kaj pa pehtranovo potico jo poznaš? To je za veliko noč raje pehtranovo pečejo? Poznam jo, samo tudi neke tradicije ne vem. Vem, kakor sem brala, da je pač potica je bila načeloma se včasih zato delali, da so se pač družina skupaj zbrala, da so se pač gospodinje skupaj zbrale pa se spekle potico. Pa že samega začetka, recimo, če delo orehovo, se je že zgodba tukaj začela, da je pač družina skupaj pobrala orehe, pa da so jih skupaj pač strli.
da se je to v bistvu vse en skupaj druženje, da se je družina povezvala. To je, kolikor jaz vem, kot samo zgodovino, pa niti toliko ne vem od Potice. Se pravi, da je to v bistvu neko skupno delo, da poveže družino. Ja, zanimivo. Ja. Jaz sama peko Potice se zdajle mogoče aktivno ukvarjam kakšno leto pa pol. Prej niti nisem toliko pekla. Zdaj imam pa tudi tako službo, da tam Potico veliko pečem, pa da jo zdaj še malo bolj doma pečem. No, zdaj, ko si omenila, da pač si tudi zaposlena drugje, kolikor vem, si zaposlena v gostinstvu. Ja. Mogoče se malo dotakne zdaj teh težav, s katerimi se danes srečujete zaposleni v turizmu in gostinstvu. Ti si sicer zaposlena v nekem zanimivem, posebnem gostišču, ne? Ja, zaposlena sem pri Tradiciji Avsenik, Begunje na Gorenjskem. To sem letos v bistvu začela tam delati, glih na začetku te krize. Jaz sem se februarja zaposlila, z marcem se je pa začela ta kriza. In v bistvu v tistem mesecu, ko še ni bila ta kriza, se je pač normalno vse potekalo. Dosti dela, ni bilo problema, pa je bila pa ta kriza. Po krizi, ko se je nastopil del, se je pa že pol poznalo, da je manj dela, kot ga je bilo prej. In kako se soočate s tem? Kako vam je, sploh mladim? Zdaj jaz razumem, da starejši morda imajo že kakšne prihranke, ampak kaj pa to pomeni za mlade? Da ostanejo, v bistvu ste ostali na čakanju, verjetno? Ja, zdaj sem na čakanju, ja. Načeloma jaz se kar znajdem, pa še doma pečem, da pa če tukaj kakšen evro dobim. Mislim, odvisno je tudi, kakšne cilje imaš ti v življenju. Lahko ti tisti nadomestil, ko čakaš na službo dosti, ali pa da hočeš še kaj več ustvariti, pa pač se moraš znajti, pa ven iz okvirja začeti razmišljati, kako lahko še kakšen evro kaj dobiš. Jaz načeloma sem že kar nekaj časa zraven službe peljala to, da sem pekla za druge. Je na čase dosti naporen, sam na dalj časa bo pač to zame bolj. Ker mislim enkrat čisto na svoje iti, zdaj bolj izkušnje posod nabiram. In v nek gostiln, kakor je ta gostilna pri Avseniki, dobim dosti izkušenj, dosti svojega znanja lahko tam dam, pač se vidi tudi moj del, kva delam in pač kvaliteto mojega dela. Super, no to pa lepo slišati, da pravzaprav lahko ukrep jemljemo tudi kot pozitivno, kot nek izziv. Ja, sam znajdeti se, moraš pa malo znajdeti pa z okvirja ven stopiti. Pač ni dobro, na dolgi rok ni to dobro, da ja, se poznaš, brez služb so eni brez služb, pa čakaš. Ker tudi vprašanje, koliko bo pol, ker se bo začelo vse odpirati, koliko bo pol to za naprej. Sam načeloma ta gostilna, ki je dosti znana, del bo. To se ve, da pač je znana, ker dosti Avstrijci hodijo, tako da za delati bo za naprej. Kako se čuti, da je ta gostilna zares slovenska? Ali se čuti? Ali samo mi mislimo, da se čuti, ker ima pač to ime? Je domača hrana. Pa tudi sam pristop kot osebja, ki kelnar je dosti domač, pa tudi, ko prideš v gostilno, je domača glasba. In to te je pritegnilo ali si slučajno prišla v to gostilno? Slučajno. Iskala sem drugo zaposlitev, pa sem iskala v slaščičarn, da bi z neko smer slaščičarstva dobila, pa v tistem času so oni iskali slaščičarko. Pa sem se prijavila, pa so me vzeli. In kaj ti je tam najbolj všeč? Kaj si se največ naučila? Ja, dosti jim tudi v kuhanj pomagam, da tudi iz kuhnje dobivam izkušnje. Načeloma za slaščičarno sem kar dosti samostojna, ker sem edina, ker slaščičarno pokrivam. Sam na času me grem tudi v kuhnjo pomagati, pa tudi iz kuhnje, kuharjem pomagam. Dobivam tam izkušnje še, kar je tudi meni dobro. Pač spoznavaš to tradicionalno slovensko hrano, da se razširim obzorje s tem. Torej, v bistvu je najboljša kombinacija pridobivati prakso nekje drugje, ampak v bistvu nabirati pa znanje tudi za potem mogoče samostojno pot, ne? Tako si verjetno razmišljala. No, lepo. Dobro, jaz predlagam, da gremo zdaj na bistvo večera. Obljubili smo, da se bomo danes naučili speči potico, ki jo bomo lahko potem morda ponosno ali pa malo manj ponosno postregle na božični večerji.
Ker pa bi priprava in peka bila v živo seveda predolga, ste pripravili posnetek. Nam mogoče lahko kaj zaupaš o ozadju snemanja, mogoče se zgodi, je bila kakšna anekdota, kakšna taka zanimiva stvar? Zame je bilo to prvič, da sem takole snimala. Zanimiv je, ker v bistvu dosti se moraš prej pripraviti pa povedati. Smešno, mislim, dosti se nasmejiš. Je bilo kaj takega, da lahko misliš, malo raje ne? Niti ne. No, pa morda bi samo povedala, kdo vse je bil zraven, ker vem, da nisi bila sama. Sestra ti je pomagala? Ja, sestra je bila načeloma, da bi pomagala, samo potem ni. Pomagala sta mi pa sestrične Štefka Krajnik pa Mojca Krajnik, ki sta snimali. Ok, torej sama dekleta sta bila pa. Ja. Pa dekleta, ki znajo peči, ali so se spekle medtem, ko so, mislim, so se naučile peči medtem, ko so snemali? Rekli ste, da so se malo naučile. Malo določenih stvari, trikov, ki jih prej nista vedele, da sta na novo se zdaj naučile v bistvu, ja. Super, pa kome čakam, da si zdaj pogledamo ta posnetek. Po posnetku bo pa čas za vprašanja, tako da kar pozorno pogledajte, pa pišite si vprašanja in potem se bomo pogovorili, tako da samo še Miro spustim notri. In predlagam, da spustimo posnetek. Darja, ki je doma iz Godešiča pri Škofji Loki, je po poklicu slaščičarka. S peko peciva pa se bolj resno ukvarja že od svojega 15. leta. Šolala se je v Biotehniškem centru Naklo, njena poklicna pot pa jo je peljala v gostilno Avsenik, kjer je trenutno zaposlena. Novim letom bo naredila korak proti samostojnemu podjetništvu, saj bo odprla dopolnilno dejavnost na domači kmetiji. Danes nam bo prikazala peko potice, ki je posebnost slovenske kulture in pomemben del naših praznikov. Najprej vzamemo moko, dodamo žličko soli, pomešamo, dobro premešamo, da se sol razporedi po celotni moki. Vzamemo kvas, da bomo naredili kvasni nastavek. Za kvas potrebujemo malo moke, da lahko umile kvasovke malo hrane. Dodamo še malo sladkorja. Potem še mleko. Dobro premešamo. Kvasni nastavek bom postavila na toplo, da bo čim prej vzhajal. Kako vemo, da je kvasni nastavek vzhajal, ko se začne peniti? Za pripravo testa je Darja uporabila 600 gramov gladke bele moke tip 500, v katero je dodala pol žličke soli in kvasni nastavek iz 30 gramov kvasa. Sedaj, ko se kvasni nastavek vzhaja, bomo ločili rumenjake. Ločimo rumenjake in beljake. Rumenjake bomo uporabili za kvasno testo, beljake pa potem za orehov nadev. Tekočino za testo je pripravila iz 50 gramov stopljenega masla, kateremu je primešala 3 decilitre toplega mleka, 4 rumenjake, 50 gramov belega sladkorja, 10 gramov vaniljevega sladkorja in limonino lupinico. Še posebej je treba poudariti tudi to, da morajo biti sestavine na sobni temperaturi, če želimo, da bo potica res uspela. Kvas je vzhajal, kvas se je spenil, rato je tak čvrst, mazav
Dodamo ga v sredino moke. Potem postopoma dodajamo tekočino. Z kuhalnico postopoma dodajamo tudi po robu moko in mešamo, da se suhe in mokre sestavine med sabo premešale. Če delamo točno po recepturi, porabimo vso tekočino in testo je na koncu glih ta prave gostote. Ko se vse sestavine med sabo povežejo, mokre in suhe, in ko ne moreš več s kuhalnico dobro mešati, stresemo celoten testo na delovno površino in pregnetemo z rokami. Za gnetenje potrebujemo ostro moko, saj ostra moka je bolj sipka kot moka tip 500 in se tudi toliko ne veže na testo, ko ga gnetemo. Hlebček moramo oblikovati v čim bolj gladek. Kako pravilno gnetemo testo s prsti? Primamo rob testa, ga porinamo na sredino, ga obrnemo in ga spet s prsti porinamo na sredino. Gnetemo pa z dlanmi. Dodajamo čim manj moke, saj ne želimo, da je testo pretrdo. Testo toliko časa gnetemo, da je čim bolj gladko in prožno. To delamo na star tradicionalni način, če pa si želimo olajšati delo, pa lahko testo zamešamo na robotni mešalnik in potem tudi ne rabimo narediti kvasnega nastavka, saj kvas samo zdrobimo v moko in robotni mešalnik sam dobro kvas pregnete v testo. Oblikujemo lep hlebček. Površina mora biti gladka, ne sme biti ničesar več, da bi bila mokra, pacasta. Potem je testo pripravljeno za vzhajanje. Vzhajali bomo kar v isti posodi, kjer smo začeli gnesti testo. Pokrijemo s cuno, s prtom. In postavimo testo na toplo za cirka 1 uro. Volumen testa se mora podvojiti. Za pripravo nadeva je Darja uporabila 500 gramov orehov, ki jih je poparila z 2 decilitroma vrelega mleka. Potem je mešanici dodala 150 gramov sladkorja, pol žličke cimeta, snegi 4 beljakov in 2 žlici ruma, oziroma rum, v katerem je čez noč namakala rozine. Testo je vzhajal, je podvojil volumen, sedaj ga bomo pa zvaljali. Najprej pomokamo površino. Valjali ga bomo v pravokotno obliko, potem ga damo ven iz posode. Ko valjamo testo, mora valjati čim bolje drseti po površini testa, saj ne smemo preveč pritiskati, da se čim lepše zvalja. Probamo dobiti čim lepšo obliko testa, zvaljamo ga tudi čim bolj tanje. Saj razmerje testa in nadeva je, če imamo kilo moke, uporabljamo tudi potem kilo nadeva, kar je to 900 gramov orehov in 100 gramov rozin.
Darja nam je podala tudi pravilo, da sta nadev in debelina zvaljenega testa premo sorazmerna. Testo je zvaljeno, orehov nadev je pripravljen. Orehov nadev razdelimo po testu. Na vrhnji polovici testa, v tem delu, bomo pustili 4 do 5 cm brez namazanega nadeva, da bomo potem lažje tudi zavili. Po teh robovih pa centimeter, ker bomo na koncu odrezali, da bo čim lepša štruca prišla. Razmažemo s paleto. Mažemo čez celo testo, od enega konca testa proti drugemu, da dobimo čim bolj enakomeren razmazan nadev po testu. Lahko mažemo s paleto, če pa nimate palete, lahko mažete z žlico. Ko je nadev enakomerno razporejen po testu, dodamo rozine, ki smo jih prej namakali v rum. Rozine sem namakala čez noč, če pa pozabite namakati rozine čez noč, je najlažja možnost, da jih samo pol ure prej namočite v vročo vodo in se razpustijo. Če pa niste ljubitelj rozin, lahko tudi brez rozin naredite. Potica je namazana z nadevom, sedaj bomo pa začeli zavijati. Začneš na koncu zavijati s prsti, takole, in jo postopoma zaviješ tako. Na vsake toliko časa jo malo potegneš nazaj, ampak ne preveč, da ne stanjšamo testa preveč. Če lahko testo vajate tudi na cuni in potem samo s cuno zavijate, ampak jaz lažje brez cune valjam in potem zavijam. Zavijati morate tesno, da je čim manj zraka v potici. Saj, če bo preveč zraka, se jo plasti med seboj odstopajo. Potica je zavita. Potica je zavita, sedaj bomo prestavili v potičnik. Pravo slovensko potico se peče v potičniku, saj da pravo obliko potice. Potičnik je okrogle oblike z rebri in v sredini ima storžec. Predhodno smo pa tudi potičnik namazali z maslom, da se potica ne prime. Premerimo premer potičnika in pomnožimo krat 2. Potičnik postavimo na kraj in izmerimo potico. Ker je bila potica prevelika za ta potičnik, sem odrezala robove, da bo potica sedila v potičnik, da je prave velikosti. Potico prestavimo v potičnik. Primemo jo z obema rokama in jo na hitro prestavimo v potičnik. Sedaj pa en konec namažemo z vodo, da se bo potica med seboj lepo prejela in bo lepe oblike. Pred vzhajanjem potico prebodemo, da se sestavine med seboj povežejo. Prebadamo pa tudi zaradi tega, ker ko se potica peče, se nadev krči, testo pa uširi. Potico pokrijemo in pustimo vzhajati 45 minut. Naša potička je vzhajana, tako vidimo, ko je model ves poln potice.
Tedaj bomo pa dali v pečico, da probamo to našo dobro domačo potico, ker so tudi notri domači orehi iz kmetije Košancu profesorja Rajkota Bernika, ki je enih redkih v Sloveniji, ki ima večji nasad domačih orehov. Pekli bomo na 180 stopinj na 45 minut. Potičke ne bomo premazali z jajcem ali s čim drugim, ker če jo premažemo, potica se prehitro dobi barvo. Ne pečemo v ventilacijski pečici, zato ker prehitro se zapeče, pekli bomo na obeh grelcih. Sedaj je naša potička lepo pečena, sedaj bomo pa namazali z maslom, da se skorja malo omehča. Z maslom ni treba šparati, jo kar dobro premažite. In jo pustimo, da se ohladi. Potička je pečena in ohlajena, sedaj jo bomo posuli s cukrom, sladkorjem v prahu, potem jo pa razrezali. Ja, super je, kar zadišalo, tudi če smo na Zoomu, škoda, da ne moremo še poskusiti. No, tako kot je obljubljeno, zdaj ste na vrsti vi za vprašanja. Mene zanima pa gospa Jožica Žnidaršič, vem, da zelo rada, zelo dobro in dolgo peče potice, pa me zanima njeno mnenje. Se morate vklopiti. Ja, da se vklopam. Ja, moram reči, da je bila zelo lepa potica, ki je bila pečena. Edino nekaj sem se jaz ustrašila, meni se enkrat naredila, da sem dala, kako bom rekla, kvas je dala noter, potem je pa ono maščobo pa mleko prilivala. Meni se enkrat naredila, da sem to maščobo na kvas zlila direkt in me ni vzhajalo. Aha. Tako da zmeri ta prvi tisti kvas z moko, fej zmešam, da se mi ne bi še kdaj to naredili. Samo ona ni ulila tiste, ona je to postopoma ulila. Postopoma je ulivala mleko pa mleko, rumenjake pa maščobo, pa maslo stopljeno. Zato se je to ni naredilo. Ker sol pa maščoba pa kvas ne grejo skupaj. Jih ne smeš direktno mešati. To je tudi pomemben nasvet za kuharice, ne? Ja. Hvala. No, me zanima, je še kakšno vprašanje, je še kakšno mnenje, ne vem, je bil kdo kaj presenečen? Jaz bi recimo vprašala, je pomembno, iz kakšnega materiala je potičnik? Seveda, keramičen mora biti. Mora biti, zakaj? Zaradi vrste peke, ker je čisto drugače peka, ne bolj počas, kot je kovinski. Pa nikoli pri keramičnem, da bi bil, recimo, spodaj zažgan, to se redko kdaj naredi, pri kovinskem je pa hitrejši lahko. Med neki izpolnjen telefon. Bi Darja še kaj dodala temu, kar sem vprašala, ali je prav odgovorila? Prav je odgovorila, ker mora biti keramičen. Že same peke drugače.
pa da je pač je na ta tradicionalen način, ker že včasih so pekli v teh glinenastih posodah. Pa mene tudi zanima, zakaj je tako pomembno, kako gnetemo. Si rekla od zunaj noter nas do sredine, zakaj je to tako pomembno? Da se dobro večajo sestavine med sabo, pa tudi zaradi prožnosti testa je pomemben. Ker pri tem testu je pomemben, da dobi čim bolj prožnost, da tudi pol čim lepše vzhaja. V bistvu zaradi lepka. Če dovi, kva je lepek, to je... Ja, seveda, ja. Ja, prožnost je pomembna. Potem pri dlani to delaš ne s prsti, če ne se ti med prsti prijema, ne? Kaj nisem slišala? Dela? Z dlanmi. Aha, z dlanmi. Prajtala, ne, ki je rekla, s spodnjim koncem dlani to mesijo, ne, in tako je prav. S prsti je pa težje, pa prijema se ti na prste, med prsti ne moreš. To otroci delajo. Vse med prsti. Kaj pa moko? Zakaj je potrebno moko presejati? Pri vseh sicer pecivih, vem, da piše povsod, da je treba presejati moko. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi grudic, pa če so tujki, pa da presejaš, da tudi taka sipka rata, da se lepo ponoti vmes v testo. Pa da tudi zaradi kakšnih tujkov. Ker veliko je v kakšen moki, niti ne veš, kaj moko kupuješ, kaj je not. In se lahko tajzga not dobi, da jih ni za v testo. Ja. In je pa pomembno tudi, kakšne vrste moka je, ne? Če sem prav razumela. Ni vsaka za vse. Ne, zato so tudi moke razdeljene po tipih. Jaz bi se vmešala, a sem prav razumela, da se da ostra v celotno testo ali je samo za gnetenje? Samo za gnetenje. Zato, ker se gnet, da testo ne vpije več toliko moke več not v samo testo. A drugače je pa priporočljiva kakšna moka? Tip 500, bela pšenična. Se porablja za celoten postopek, samo pri gnetenju se da ostra moka. Ok, hvala. Pa še eno stvar. Pri prebiranju receptov sem brala, da dajo eni tudi kavo v nadev. Ja. A to je zaradi arome pol najbrž? Ja, arome v bistvu, okusa. Tega pa še nisem slišala, zanimivo. Dosti je receptov za črno kavo, to sem jih že dosti prebrala. Tu moče nadev pol bolj temen rata, kaj kava not. Zanimivo. No, kar dajte vprašati, zdaj imate strokovnjakinje oziroma kar dve na razpolago, tako da jaz predlagam lahko. Jaz sem hotela vprašati, to mleko, maslo in sladkor, koliko toplo mora? Na soben temperatur. V bistvu daš ene 3 ure prej ven recimo maslo iz hladilnika, mleko pustiš na soben temperatur, ki ga potem za nadev, za orehe ga moraš, v bistvu daš, orehe prepariš, ga itak zakuhaš, druge so pa na soben temperatur, da niso, ne vem, da ne vzamete iz kakšne shrambe, ki je shramba mrzla, pa da potem začneš tem sestavinam delati. Mislim, sej rata, sam ni to kakovostno na koncu. Ma maslo prej stopiš? Ja. Ga pol ohladiš? Ne, jaz ga nisem nič hladila, jaz kar, ko dodaš, prosim? Mleko dodaš, pa se malo... Ja, skladika v bistvu tisti mlek, ki sem ga dodajala v maso, je bil sam prekuhan prej, pa je itak čakal na soben temperatur, se je že vmes ohladil. Ok, hvala. Še kakšno vprašanje? Koliko od vas bo letos peklo petico? Ja, Jožica, sploh ne dvomim. Ja, dober večer. Mene pa zanima, če je možno kupiti šele že letos ali drug let, ker jaz ne vem, če se jo bom lotila. Je možno kupiti, jo. No, Tudi.
Tudi letos. No, pa se bom povezala za kontakt, ja. Prav. Super, hvala. Ja, če se strinjate, lahko v našo skupino, ko bomo dali posnetek, da se naučite, mislim, da lahko sproti pečete, lahko damo tudi Darin kontakt, če mi bodo poslali, ali kako, na kakšen način bi bilo najboljše, da pride v kontakt? Po telefonu, po mailu ali obstaja kaj drugega? Po telefonu. Po telefonu? Lahko ta telefon, ki ga imam jaz, objavim ali raje ne? Lahko, ja. Tega, ki ga imate, ja. Dobro, potem bom jaz objavila v naši skupini. Ja. Hvala. Na Facebooku, če bi želel kdo, da pošljem prav na njegov osebni mail, mi pa napišite tukaj v chat, pa vam bom poslala. Ja, sem videla še eno roko. Ali se mi je samo zdelo? Suzana? Dober večer, se bom jaz malo opogumila. Zelo dobri nasveti so bili vmes take malenkosti, kot recimo ne vem točno kako mesec, pa da posuješ vedno z ostro moko, ko mesiš, tega jaz ne delam, jaz sicer rada pečem, ampak tisto moko, ki imam na mizi, s tisto moko jaz delam vse. In s tem vidim, da sem marsikaj pokvarila, ja. Ker se bolj prijema, not in polje moraš vedno več dodati. Zdaj mi je to jasno. Sicer jaz sem bolj na piškote, ne, piškoti pa biskviti, to mi doma na veliko pečemo, samo moramo počasi malo nekaj peč toliko, zato ker zdaj smo toliko več doma, pa se temu primerno toliko manj gibljamo, pa ne smemo več toliko peč. Ker trgovine so zaprte še zaenkrat na Štajerskem, pa si ne moramo novih cun kupiti. Da moramo paziti, da bomo še imeli kaj za peč. Potico pa sem že pekla, ampak jaz sem imela pa en taki amaterski problem in sicer skorja mi je šla v stran. To se zgodi, če ni prebodena ali je še kakšen drugi razlog za to? Veliko je tudi, če je preveč vzhajen že testo na začetku. To sem tudi največkrat, tudi recimo, če luknja rata not v potici, če je preveč vzhajan, pa tudi, če ne prebodeš, ja. Prebodeti moraš samo zaradi zraka, da ga ven spustiš, pa da lahko lepo vzhaja. Pa na začetku, če je preveč vzhajena, se to največkrat naredi. Pa če je premalo natrt zavita, tudi. Dosti natrt jo morate zavijati. Na čas gledati, ne, koliko časa mora prvič vzhajati. Ker to dvakratna velikost, to je, mislim, se vidiš, da je, jaz vidim, da je vzhajala, ne vem pa zdaj, če že mogoče prek tistega, ne, bi mogla biti. Pa če se zgodi, da je preveč, jo lahko malo speštaš pa še enkrat, ali to ne gre več? Ni dober. Za kvašen testo ni dober, je dober, da samo enkrat vzhaja. Hvala. To moram pa možu povedati, ker on je prejšnjikrat to pri kruhu naredil. Pa je rekel, da to je sigurno v redu, pa ni bilo v redu. Pa vse drugo je bilo krivo, jaz, ker nisem prava moka prinesla sam to dnevno, zdaj pa vem. Hvala. Okej. A je pol priporočljivo tudi ti strop 5 cm namazati z vodo, da se mogoče bolj prime skupaj, ali ne? Ne. Ne. Ni treba. A to je zaradi file pol voda? Ta rob odgor se samo zaradi tega pusti, ko se jo zavija, pa ko vzhaja, da lepa okrogla pride, lepo, mislim, lepo na del, lepo razporejen. Ne. 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 Ja, meni je bilo novo tudi to, da je treba z maslom gor, kar obilno namazati. Tega ne poznam. Je to tudi za kakšno drugo pecivo pomembno? Načeloma vsa ta kvašen testo, ki pač premazuješ, lahko na začetku že z jajcem. Sam jajca pa margarina, ki preden daš peči, ta snov se hitro gor zapeče na sam testo in se hitro tudi barva spremeni. To je res, ja. Zato je dač dobro, da se pol na koncu premaže. Da se lahko da pač testo počasi pridobiva barvo v pečici, ne prehitro. Ker načeloma maslo lahko tudi z margarino premažeš, samo maslo je bolj, mislim, zame je maslo osebno bolj zdrav. Važno je, da se ta skorja majhno zmehča.
Koliko časa se počaka potem, ko se namaže? Ne, premažeš, počakaš 5 minut, pa jo samo okoli obrneš potico. Kuj, ko jo daš ven iz pečice, premažeš, mislim, čim več masla, ki ga daš, bolj se mu zmehča ta skorja, ne rata to hitro trda. Pa 5 minut počakaš, pa jo se po 5 minutah kar obrnem okoli. No, zanimivo. No, zdaj se nam je pridružil, vidim, tudi Marjan Podobnik. Pa ga bomo kar še njega malo podrezali. Sicer ni bil prisoten pri peki, ampak vseeno me zanima, kaj vam pomeni potica? Ja, potica ima tudi v življenju, mojem življenju in življenju moje družine posebno mesto. Ne boste verjeli, ne vem, če vidite za mano ene škatle. Te škatle so polne pehtranovih in orehovih potičk. Tole je ena od bliže, a se vidi to? Čakajte, se malo Ja, se vidi, ja. Evo, lejte, to je košček, sem ga mislil pojesti, ampak mi imamo danes 24 ur molitve in posta za domovino do jutra, do 5:30, tako da bom takrat pojedel ta košček. In moja žena, ki ima trgovino za izključno lokalno pridelano hrano v Ljubljani, da naredim malo reklame, je zdaj jutri po jutrišnjem z sestro njeno, ki imata, bosta vsakmu tistemu, ki pride zdaj pred prazniki, dali kot novoletno božično darilo en košček pehtranove ali orehove potice. Super. Tako da je potica, moram reči, prej smo se imeli namen celo malo kot družina vključiti, se bomo verjetno ta posnetek lahko videli, ker smo redko vsi skupaj in ravno danes smo jaslice postavljali in smo komaj se tako skladili, jaz sem celo prej prišel, danes smo imeli sejo Sveta kmetijsko-gozdarske zbornice in sem jo malo predčasno zaključil, sem prišel domov, tako da se je nam to, zdaj smo tole zaključili. Vas prav lepo na vse pozdravljam in tudi čestitam za to, da tudi z takimi aktivnostmi. Ženska zveza in vsi, ki se tu angažirate, ti Vesna in drugi, ne poznam vseh, ki ste zaslužni za to, da na ta način spodbujate, da bodo ženske, pa seveda tudi moški, če se bomo kdaj kaj naučili, znali tudi sami speč potico, jaz pač lahko rečem, kdaj, če jo bo strežno, lahko sem rečeš, čist sam sem jo kupil, to lahko sam naredim. Ne znam potice speč, naj se pa drugače kar pohvalim, kar veliko kuham. Kuhal sem v Študentu, sam, zmeraj za sebe v študentskem naselju in z velikim veseljem nedeljska kosila, kar ne tako redko tudi skuham, se pravi, mi je to prav v veselje. Potica pa pravijo, da je ena od zelo zahtevnih stvari, ki jo niti slučajno nisem se niti poskušal kdaj lotevati. No, čeprav danes je Darja povedala, da to je mit. Da pravzaprav držimo navodil, receptov in z izkušnjami pravzaprav lahko vsi postanemo dobri peki potic. A sem prav povedala, Darja? Ja, pa sam čas si morate vzeti. Čas je pomemben. Čas in druženje, predvsem pa verjetno dobra volja, tako kot pri peki kruha, to velja pri potici, da ne smeš jeziti, ko kuhaš. Ne, moraš biti dobre volje, če nisi dobre volje, ti ne rata, dobro ne vzhaja. No, tako da v bistvu lahko vsi se naučimo peči potico, predvsem zato, ker je to del naše tradicije in je prav, da prenašamo to znanje tudi na mlade, na naše zanamce. Sinovi tudi kuhajo, Marjan? Ja, tudi recimo pogosto, zadnjič je celo na sedežu Slovenske ljudske stranke, ker sta bila sama doma, pa sta šla z mano in sta z velikim veseljem rekla, sem rekel, le bosta skuhala za ekipo, tudi še pred tem trdim covidom, ki je zdaj, in skuhata, najraje delata te, kako se reče, tortilje, ne? Ali so tortilje? To, ker imaš to neko testo, potem pa material in je vprašala naša Manja, sekretarka, kako boste to spekla. Ja, so rekli, zdaj treba najprej iti v trgovino nakupiti in sta imela vse napisano in smo šli tam čez cesto, zdaj je ponoven center, tam relativno blizu naše trgovine, mislim našega sedeža, tam ta novi center, tam v Šiški, so nakupili vse
te material pa to in sta potem bila vsa ponosna, da sta, a se reče skuhala ali spekla, se niti ne vem, spekla verjetno, pa skuhala, ja, ker je bilo treba meso, sva rekla, je treba narediti kaj file, piščančji file, pa razne dodatke, vse, kar mora biti, da je to malo, kaj je to mehiško ali kaj že špansko. Tako da kar, danes recimo zdaj po jaslicah je takoj šel ta mali kuhat in seveda takoj je jajca so letela po tleh, prišla je psička Luna, takoj to pospravila in veste, kako se to pospravi, kot da bi majhna bomba padla v kuhno, ampak če je to vzeto vse v plus pa z dobro voljo, to je v redu. Torej, jaz bi rad se tudi vaši strokovnjakinji, kak sem ime, gospod Petra, kako se zahvalil. Darja, ja. Darja, tudi v imenu Slovenske ljudske stranke in res vam hvala lepa in tudi čestitam ženskam za te stvari. Če se spomnite, zdaj sem malo več bral, ko sem pisal ene zadeve za naprej, Krekovih in drugih čtiv. Ne vem, če veste, se pravi v ne tako daljni preteklosti, tudi še v času, se pravi po Kreku, se pravi po drugi vojni, so bile številne te aktivnosti mnogo bolj organizirane, kot so recimo zdaj. V tistem času je pa sploh to veljalo in to je bilo zelo dobro, se pravi moški, fanti in tako naprej so te in te veščine se naučili, ženske te druge veščine, takrat ni bil ta problem, da če si rekel, da so to malo bolj ženski poklici, ta bolj moški poklici, da je to že malo šovinizma in se mi zdi, da je to en zelo pomemben del delovanja Slovenske ljudske stranke, da se ohranja tradicijo, se ohranjajo znanja, sploh pa nikoli ne vemo, kdaj bomo prišli v tako situacijo, da bodo ta znanja lahko zelo pomembna tudi za čisto elementarno preživetje, če pridejo kakšne hujše krize, ki si jih nikakor ne želimo, je pa dobro, da smo na nje pripravljeni. Ok, hvala. V bistvu smo nekako pripeljali zdaj do konca, so bile te besede zelo v redu ravno za zaključiti. Edino bi pozorila, da je Darja dala na chat svoje kontakte za tiste, ki bi želeli pri njej naročiti ali potico ali kakršnokoli drugo pecivo. Dokazala je, da zna, da je profesionalka, tako da se vam splača kontakte si shraniti. Bom pa tako, kot sem rekla, tudi jaz v našo skupino dala tako posnetek, da vas bo lahko vodil medtem, ko boste se sami preizkusili v peki, kot njene kontakte, da boste lahko kadarkoli, ko boste kadarkoli kaj potrebovali, lahko stopili z njo v kontakt. In za konec, preden končamo, mislim, da je prav, da se zahvalim, torej najprej seveda Darji Jugovic, potem njenim, ki so jim pomagali snemati, torej Mojca, Štefka in seveda Martin Krajnik za idejo. Posebno pohvalo tudi našemu Juretu Osredkarju, ker brez njega bi posnetek težko ga danes pogledali. Zahvalila bi se rada tudi naši Darji Jamnik, ki je pomagala pri organizaciji, je pa žal zbolela in bom pa v bistvu jaz njene besede zaključila bom z njenimi željami, ki pravijo: vsem želim dobro peko lastne potice za letošnji božič, mir ter osebnega zadovoljstva, predvsem pa vsem obilo zdravja, tako med prazniki, kot tudi v novem letu, ki prihaja. Hvala, ker ste bili z nami. Lepe praznike in se vidimo na tretjem pomenku. Srečno, lepe praznike tudi z moje strani vsem. Srečno. Hvala, srečno. Ja. Hvala, lepe praznike. Tako. Lepe praznike. Enako, hvala. Srečno tudi vam. Hvala. Blagoslovljen božič, pa sem pa srečno. Hvala. Hvala.